glasovanje za milimeter. Glas gor, glas dol. In ta tretji so bili foreplay. Ti imaš tudi leče, ali kaj? Ne. Kako da ne? Ja, nimam, pač vsake imam oči. Ne verjamem. Kaj vidim nekaj rjavega od svojih. Ne, nimam. Čist pa modro. Ja, pač modre oči, no. Modro rjave oči. A je cool? Ja, dobro zgleda. No, hvala cool. A pa samo umetne. Pa nič nimam umetnega na sebi. Tudi lečene. Tudi nosne, kar se govori zadnje čase. Res, to se govori. Ja, tudi se govori. Kdo ti je to rekel? Slišal sem v Novi, recimo. Da imaš operiran nos. Ja, oziroma da bom šel ali karkoli. Eni pravijo, da sem že bil, eni se sem. A imaš sinus kaj narobe ali? Ne, pač moram povedati, da kar dobro diham, no, tako da čez poletje, glede na to, da sem pač alergičen na cvetni prah, je kar cool, moram reči. Ja, Elak pa tudi ni, zakaj bi ti pripisali operacijo nosa? Nimam pojma. Mogoče včasih sem rekel, da bi imel malo pač ožji, ampak... Ožji nos bi imel. Mogoče. Pa se ti paše tako v proporciji? Ja, cool, ne, no se zaradi tega, pač ne razmišljam kaj posebenega. Kjeri, tretji ste bili danes? Tretji, ja. Pa nič niste dobili? Nič nismo dobili, no. Mi tudi nismo šli z nekim namenom sem, mi smo prišli pač narediti nastop, tako kot vsak nastop. Odpeli smo Tarčo, ki je bila četrta na Emi, to nam je bil res pač velik uspeh. Tako da pač sem smo prišli pokazati še enkrat ta komad, promovirati, zdaj bo pa itak poletje, pa bomo pač kaj novega naprej. Ok, a danes se je v živo to pel? Danes se pa ni v živo pel, ker so pač tako zahtevali vsi ti organizatorji, verjetno zaradi kamer, no. Pa zaradi vsega tega procedure, ker je pač težko ujeti glasove, še posebej skupino, ker je več glasov, se pravi širglasno ali kakorkoli, po moje zaradi tega, no. Ampak kaj ne bi bilo boljše, če bi bilo v živo? Jaz moram povedati, da večkrat smo se foreplayovci skregali pred nastopom in glih zaradi tega, ker pač smo hoteli, da bi pel v živo, pa se na marsikaterem moram povedati pa priznati, da v Sloveniji se marsikaj ne da peti v živo, no. Ker je tako zvočenje in pač smo večkrat, mi bi pel v živo, pa se pač ni dal, ne, tako da... Zaradi pogojev. Tako, ja. Pa so v bistvu organizatorji krivi, da so skozi playbacke v igri? Mislim krivi, no, pač mogoče včasih šparajo, no, na ozvočenju, no, ker pa ni glih najbolj pametno, ampak se nimamo okej, no, mi pridemo nastopati, pokažemo svoje, kar znamo in to je to, no. Malo zaplešite, pa tako. Tako, ja. Frizuro. Frizuro, koliko časa se delaš? Moram povedati, da jaz si pač lase likam, ne. A si skodran drugač? Ja, ful. A res? Ja, tako da pač jaz ne rabim recimo pol ure, ajde. S tem, da si še umijem, zlikam vse, drugač pa ne dosti, no. Koliko pa traja tvoja jutranja rutina? Še leče pa vse to? Leče, to ni panjke, to se zrihta. Pa če ne vidiš, jih pač rabiš, ne. Ja, pa če bi imel plave oči, ti rabiš. Ja. Pač, ja, tudi lahko rabe, zakaj? Pač pol hočeš imeti pa mogoče zelene ali karkoli, ne? In kaj, pol prijaš en dan z rjavimi očmi, en dan z modrimi, kaj si ljudje mislijo o tebi? Ne, pa sej z rjavimi skoraj ne pridem, ker pač nimam rjavih oči. Ker imaš modre, točno. Ja, ker imam pač modre. Drugi so bili iz Idrije. No, kjer so bili? Stereotipi. Zelo dobro. In na prvi so bili pa... Turbo Angels. Zavrtnega čas je prvi zmagovalna skupina nocojšnjega večera po mnenju Turbo Angels! Punce, pejte hitro zmagal ta lupčkac. Dajmo na bas dvorana, da vas slišim. Zmagovalci po mnenju strokovne komisije, ki so dobili 4000 evrov, so skupina Turbo. No, seveda, jaz čestitam, Urešna, kar bo zmagata, čestitam. Maša, jaz tudi dobim lupčka, ne? Pa dobim lupčka. Gospodine, čas je, da slišimo zmagovalno pesem za mrzljiv čas skupine Turbo Angels. Ni še baš. Veš, da skriva ta brezbrižni snik po
žalostno pija me v plašč, namesto tvojih rok, leta spet više. Kdaj pa je nastal ta komad? Ta komad je nastal torej prejšnjega decembra, oziroma ne, ja, prejšnjega decembra, pač kot neka taka sprememba, nekaj novega iz strani skupine Turbo Angels in že tako na začetku je pač dobil odličen naziv in s pomočjo podjetja Mix smo posneli pač en prekrasen video spot, tako da to je naš res pač ful imamo radi to pesnico. Se pravi, zdaj ste malo drugače zastavili, kar se glasbe same tiče, v kakšne vode ste zdaj zaplavili, če ste bili zdaj prej Turbo Folk, zdaj kaj? Ne, pri nas ni tako, mi se nikoli nismo opredelili tudi sami ne kot Turbo Folk skupina, to smo sicer vedno znova in znova se borili pri novinarjih, da ne bi te besede vedno tako posploševali. Pač mi delamo glasbo, ki je pač primerna za več priložnosti hkrati, kadar igramo skladbe s harmoniko, seveda, ki so nepogrešljive pač na vseh veselicah, je to absolutno vedno nujno prisotno pri nas. Kadar pa se pač udeležimo nekega bolj svečanega dogodka, pa potem sledijo, ne vem, večerne obleke, razne balade, evergreeni, tako da smo kameloni, no, na nek način se znamo pač preleviti v več različnih zvrsti. Ok, zdaj ste zmagali na tekmovanju Kongo Manija, poleg tega tekmovanja pri nas obstaja že en kup enih izborov za tako in tako pesem. A so te izbori med sabo kaj rangirani, a so kakšni več vredni od drugega, si, ne vem, večji car, če zmagaš tukaj kot tam? Ali je to čisto iz finančnega vidika, kjer je nagrada boljša? Jaz bi rekla, da je vsaka pač zmaga sladka, ne? Glede na to, da je tudi tale festival imel kar nekaj komadov, in da pač glede na to, da smo mi tudi že na pesmi poletja zmagali, evo naše turbote, pač zdaj to je že naša druga zmaga zapored, ne? Zdaj počakamo še najprej Emojo, potem še Eurosong zmago, ne? Potem pa še ne vem, par milijonov prodanih ploč, pa je pa to to. A se strinjate, da bi bilo vse to v Kongutu, Ema, Eurosong, pa poj tiste prodaja ploč, vse se tukaj prodaja, poj smo zmagovalci celotni. Ne, je pa res najbolj pomembno to, da prvič noben zdaj ne more reči, da so zmagale nogice, pa da so zmagale oprsja, ampak je zmagala skladba in pa glas in to smo ful ponosni, bolj kot če bi dobili tisto glavno Kongo Manija Stars, tako da, Kako se boste nagrado razdelili? Kako to s tem handlate? Ja, glede na to, da pač Turboti veliko vlagamo v svoje skladbe, spote, vse stvari, ki pač sodijo v ta posel, bomo ta denar absolutno vložili v naše naslednje projekte, tako da. Ok, komad si rekla, da ste napisali decembra, se pravi, da je malo zimsko obarvan komad vseeno. Kako to, da ste zmagali pol danes klekaj pa 40 stopinj? Zato, ker recimo, če zapojemo recimo skladbo Silvestrski poljub sred julija, naredi isti vtis, ker je pač to odlična balada, recimo, in če se enkdaj zapoješ, ljudje jo znajo. Jaz pa mislim, da tudi naš zamrznil čas, bodo čez par let vsi znajo tako dobro zapeti, ko znajo pač Silvestrski poljub. Bojo božični jelki prepevali. Jaz sem prepričana v to. To je Marjetka, ona pa obrača besede. Kako zdaj je res? Ja, seveda, točno tako, ne bi mogel boljš povedati. Odlično. Zdajla iz jezika v bistvu. Odlično. In to bo naslednji Silvestrski poljub. Kaj te pa zdaj? Zdaj imate ful denarja, boste zagemblali kaj? Ne bomo. Bomo pa absolutno nazdravljeni, no, to je pa v naravi turbotov, ne, ga radi malo popijemo, kar pa nič ni narobe, zdaj pa imamo razlog za to, ne, zdaj pa še mogoče kakšna pijača več padla. Ok, srečno, čestitke še enkrat. Hvala lepa, adijo.